Največje družbeno omrežje za poslovno uporabo. Govoriva o LinkedInu. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. 18, ne? 18, ja. Danes govorimo o LinkedIn profilu oziroma kako si izoblikovati kot oseba na pravilen oziroma na dober način, da boste imeli čim boljše rezultate vaš LinkedIn profil. Zakaj? Ker o LinkedInu oziroma o največjem poslovnem družbenem omrežju zaenkrat še nisva nič govorila in tokrat najprej iz osebnega vidika, potem bomo pa v eni izmed prihodnjih oddaj pokrili tudi bolj poslovni vidik, se pravi, kako lahko podjetja nastopate na tem družbenem omrežju. Preden greva v temo, ja, da še to povem, da je bil z nami prejšnji teden en super gost, Anže Miklavc, ki je govoril o Equi, Goat Storyju in tako naprej. Če si niste pogledali te oddaje, imate link, skočite v njo, jo pogledajte in se vrnete takoj nazaj. Okay. Greva, kako optimizirati LinkedIn profil in začniva s prvo točko, res najpomembnejšo in sicer, da na LinkedInu dobro izgledamo. Se pravi, govorijo o fotografiji, profilni sliki. Ok, ja, obstajajo dobre in slabe profilne fotografije, absolutno. Dobra je taka, ki odraža prvič vašo osebnost, na kateri se najboljš malo nasmihate, in pa ki je predvsem profesionalna. Ne? Ni vsaka fotka fajn za LinkedIn profilno fotko. Bova dala en primer slabe fotografije tukajle, drug primer dobre fotografije pa tukajle, da si boste predstavljali, o čem govoriva. Ne? Ni dober, če pogledamo to sliko, ni dober, da je slika iz nekega potovanja, ko ste v družbi s prijatelji, pa potem izrežete sebe ven in to date na LinkedIn. Ampak res, ko govorimo o dobri, vidite oseba, ki se smeji, ima nasmešek. Zakaj? Ker se je izkazalo po statistikah, da na LinkedInu, če je fotografija z nasmehom, poveča klike, da nekdo klikne na vaš profil za kar nekaj odstotkov. Ne vem čisto na pamet za koliko, ampak statistika je pokazala, da ljudje, ki se smejo, poveča odprtost oziroma oglede vašega LinkedIn profila. In zakaj je tudi ta profilna fotografija tako pomembna? Ker slika, fotografija je tista zadeva, ki jo ljudje naprej opazijo, kar pomeni, da naredi tisti ključen prvi vtis. In preko digitalnih kanalov je ta prvi vtis se zgodi v eni sekundi. Ko pa govorimo o nekih offline kanalih, se pravi, če bi se midva z Zoranom spoznala, ali pa ko sva se spoznala, nekaj je tega že 10 let v srednji šoli, kaj je najbolj pomembno takrat, oziroma kako hiter se ta prvi stik, prvi vtis vzpostavi, je 7 sekund. Se pravi, 7 v offline okolju, v online okolju pa je mnogo krajši, kar 1 sekunda. Seveda, ponovno, to se ne zgodi na zavestni ravni, to se vse zgodi na podzavestni ravni, na emocionalni ravni nas kot posameznikov, kot ljudi. In zaradi tega slika tukaj kot ogledalo našega LinkedIn profila. Ja, prej sem se zasmejal zato, ker se spomnim, da sem enkrat opazil, mislim, da je bila neka punca s svojim kužkom na profilni fotografiji na LinkedInu. Takoj, ko si rekel slaba, sem pomislil na to. In to definitivno ne spada za profilno fotografijo na takem družbenem omrežju, kjer vas iščejo potencialni partnerji, potencialni novi, se pravi podjetja, ki bi vas zaposlila, neki kontakti, tako da sigurno, morate izgledati profesionalno. In ker smo tudi pri nas v agenciji prepoznali, koliko je prvi vtis ključnega pomena, smo skupaj z enim našim partnerjem tudi lansirali storitev, ko se ravno tako reče, prvi vtis. Bomo dali link prvivtis.si, kjer lahko vsak uporabnik dobi neko zelo, zelo dobro fotografijo oziroma sklop fotografij. In to smo rekli, da bomo narediti neko dodatno storitev oziroma nek brand dodatno razvit. In sva šla v sodelovanje z enim izmed najnih tudi boljših prijateljev in odlično tukaj sodelujemo. Tisti, ki mogoče ne poznate, to je Klemen je Cat, tako da
en big shout out tudi do Klemna zdaj preko te oddaje, če gledaš slučajno. Ok, gremo naprej v drugo točko. Ja. Okay. Kot druga zelo pomembna zadeva takoj za to profilno sliko in pod vašim imenom, kar se pojavi, je ta, kako v angleščini se temu reče headline. Jaz bi pa prevedel to kot podnaslov glede na vaše ime, ker se takoj pod vašim imenom pojavi. In to je tista zadeva, kateri morate tudi nameniti pozornost. Ja, zakaj mogoče ne bi bil dober izraz, če bi to prevedla kot opis delovnega mesta ali pa kot nek naziv delovnega mesta? Zaradi tega, ker tja lahko napišete tudi marsikaj drugega. Ne? Ni vedno fajn napisati samo marketing manager ali pa social media manager, ampak mogoče izpostaviti tudi neke druge zadeve, kot so v katerih recimo področja so še posebej močna, na katerih delate. Mogoče izpostaviti tudi kako vašo strast, ki vam sicer pomaga pri delu ali pa mogoče pri potencialnih partnerjih, podjetjih, ki bi vas zaposlila in tako naprej. Tako da ni vedno samo v nazivu napišeš, ok, jaz sem direktor marketinga ali pa sem upravljalec družbenih omrežij, ampak lahko še marsikaj drugega zraven napišete. In zakaj to toliko izpostavljava? Zaradi tega, ker na LinkedIn avtomatsko sam plasira, kaj je ta podnaslov. Zaradi tega, ker to pobere funkcijo iz vašega delovnega mesta in to navede kot podnaslov. In velika večina uporabnikov si tega dela nikoli ne spremeni. Ampak nasvet tukaj je, dajte se vprašati, kaj je za vas tukaj pomembno, da se izpiše, ker lahko to zadevo prilagajate. Ni nujno, da je to project manager at določenem podjetju, ampak res, kot je Zoran omenil, ki je par zadev navedel, različno si to lahko prilagajate. Mogoče lahko pokaževa celo, kaj imava midva, na primer, da si bojo lahko, ali pa še kak drug primer dajo, da si boste lažje predstavljali, kaj vse lahko tja napišete. Je pa zelo pomembno, ker LinkedIn search oziroma iskalnik deluje podoben kot Google po nekih ključnih besedah. In če imate ključne besede, ki predstavljajo to, kar vi ste ali pa to, s čimer se vi ukvarjate, je fajn, da jih napišete v headline, ker ima dosti veliko pomembnost. Potem pa pridemo do naslednje točke, se pravi nekdo, ko klikne na vaš profil, se pravi vidi sliko, vidi ta vaše ime, vidi ta podnaslov, klikne na vaš profil oziroma pride na vaš profil, je pa takoj naslednja zadeva, ki je zelo pomembna, je pa summary oziroma povzetek o vas. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker v tem povzetku lahko napišete tiste najpomembnejše stvari v vas iz profesionalnega življenja in tukaj predlagava, da ste čim bolj udarni oziroma straight to the point, v angleščini se reče, jaz velikokrat ta izraz uporabljam, da takoj skomunicirate in naredite ta vtis, ki si ga lahko uporabnik o vas ustvari. Ja, bodite neovinkart, to je to, kar je Nejc hotel povedati, bodite udarni, pa vključujte dejansko ključne besede, po katerih ljudje iščejo. Tukaj ni prostora za neko veliko kreativnost v tem smislu, da si izmišljujete neke nove besede, po katerih itak noben ne iščejo. Tako da, ja, lahko so to del nekega opisa za to, da se predstavite, ampak vseeno vključite ključne besede, po katerih želite, da vas ljudje najdejo in ki jih ljudje tudi dejansko iščejo. Potem prideva do delovnih mest, vaših izkušenj, vaše izobrazbe in vse to navedite po kronološkem zaporedju, kakor ste zadeve opravljali. In tukaj je zelo pomembno, da ste izčrpni, da spet poveste, tako kot je Zoran rekel, ne ovinkarte, ali pa tako kot sem jaz prej rekel, pojte takoj v kor same zadeve, straight to the point. In poleg tega, kar napišete tam, se pravi, pozicija nič nam ne pove o sami osebi. Tako da opišite mogoče kakšen stavek o vašem podjetju oziroma tam, kjer ste delali ali pa delate, potem pa takoj, kaj so vaše zadolžitve, kako dodajate vrednost podjetju, pomagate podjetju do boljših poslovnih rezultatov in poleg tega samega besedila je zelo pomembno, da vključujete tudi dodatna gradiva, se pravi, s tem mislim link do
spletne strani podjetja, mogoče link do kakšnega dotičnega bloga, če podjetje piše blog, če dela podjetje video vsebine, tako kot delava midva, da date link do video vsebine, naprimer na YouTubeu, in da tako še oplemenite to vašo izkušnjo, delovno pozicijo. Fajn je, da vsako izmed delovnih, se pravi vsaka izmed pozicij, ki ste jih imeli v preteklosti, kot tudi trenutno, da pridobite neka priporočila. Saj recimo 2 do 3 priporočila, zato da si dvignete kredibilnost, ker nekaj je, kar vi sami napišete v sebi, in spet nekaj drugega je, ko to napišejo drugi v vas. Sigurno je tisto, kar drugi menijo o vas, bolj kredibilno in dejansko to je vaša osebna znamka, ne tisto, kar drugi pravijo o vas, to je dejansko vaša znamka, to je tisto, kar vi predstavljate in fajn je, da ta priporočila pridobite mogoče od sodelavcev, od partnerjev, s katerimi ste sodelovali v okviru tiste izkušnje, od mogoče kupcev, se pravi, če gre za neke poslovne uporabnike in pa druge neke partnerje oziroma ljudi, ki so bili vpleteni v sodelovanje z vami, ko ste bili na tisti poziciji. In kaj naredite? LinkedIn omogoča funkcijo, kako je Ask People for Recommendation, nekaj v tem smislu, ker vi na to kliknete in povabite osebo, da vam da priporočilo glede na relacijo oziroma na tip sodelovanja, v kakšnem razmerju ste s to osebo. In enostavno vprašate proste osebe, da vam dajo to priporočilo. Če z njimi sodelujete ali pa ste sodelovali na tedenski, mesečni ravni, tem osebam bodo te osebe z veseljem dale priporočilo, še posebej, če so imele z vami zelo dobro izkušnjo. In ko govoriva o teh priporočilih, je pa nadaljna zadeva tudi LinkedIn omogoča eno funkcijo, ki se reče veščine oziroma po angleško skills, in da tudi osebe, katere proste za priporočila, jih proste tudi, da glasujejo za te vaše veščine, seveda za področja, za katere vas ocenjujete, da ste najbolj kompetentni. Mogoče en tak ni pravilen izraz, če uporabim trik, ampak bolj neka lepa gesta. Dajte najprej vi napisati nekomu priporočilo ali pa vi nekomu označiti, dati pluske, za kar mislite, da je on kompetenten, da ima znanje, ker bo vsak potem tudi z veseljem vrnil uslugo, vam vrnil priporočilo, napisal nekaj dobrega o vas, pa vrnil tudi pri teh skillsih pluske. Tako da če hočete kaj dobiti, je fajn, da tudi kaj date. S tem prideva do naslednje točke in sicer, da si nastavite unikaten URL naslov oziroma unikatno spletno povezavo. Velika večina ljudi tega nima urejenega, zakaj pa je to v redu? Ko govorimo o tej povezavi, mogoče dava od donaju obeh link, da vidite, kaj je ta URL povezava in kako je skrajšana. Se pravi linkedin.com/ mislim, da je ln/ ime priimek Zoran Bosančič, Nejc Slovnik. Tako kot sem rekel, veliko ljudi pa tega nima urejenega in je nek dolg URL kot neka Jara Kača. Zakaj je to v redu? Enostavno, da če nekomu pošiljate to povezavo oziroma če se ta povezava znajde v nekem blogu, veliko bolj seksi izgleda. Absolutno. Če je krajši link in če je link dotičen, da takoj uporabnik ve, na kaj klika. Tako da potem je pa še naslednja zadeva, tudi zaradi optimizacije v Google iskalnikih se bo vaš profil višje rangiral, ko bodo uporabniki iskali po vašem imenu in priimku, in če ste pozorni, če vas nekdo googla ali pa zgooglajte mogoče zdajle kar sami sebe, kater je tisti prvi zadetek, ki se pojavi kot prvi zadetek na Googlu. Če imate LinkedIn profil, jaz dan skoraj v 90%, hotel sem reči skoraj roko v ogenj, rečem v 90%, da bo ta LinkedIn profil vaš na prvem mestu. Če ga nimate, se pa zelo hitro zna zgodi, da je to kakšen Facebookov profil. Ampak Google daje prednost LinkedInu pred Facebookom profilu, tako da če imate oba, je sigurno LinkedIn na prvem mestu. LinkedIn, ja, Google ima zelo rad LinkedIn, tako da absolutno, to sem tudi jaz imel ravno v glavi, da je fajn, da to omeniva. Ja, absolutno. LinkedIn profil je zelo visoko, če pa ni na prvem mestu, je pa drugem ali tretjem, tako da sigurno je treba te zadeve imeti porihtane.
Ok, še en tak nasvet, ko imate LinkedIn profil izpopolnjen, se pravi, da vse štima, da greste čez te zadeve, o katerih sva zdaj govorila, je pa potem še nadgradnja vašega profila, jo lahko vidite v tem, da začnete pisati strokovne članke. Zakaj? Ker bo to dvigovalo vašo kredibilnost, vaše kompetence, se pravi, da napišete kakšen primer iz vašega podjetja, kako ste se vi nekega izziva lotili, kakšni so bili potem zaključki, rezultati, rešitve in s tem to kredibilnost povečujete, opozarjate nas kot na strokovnjaka v določenem področju in seveda, ko govorimo o teh člankih, naj bodo čim bolj v fokusu vašega dela. Fajn je vedno pisati unikatne članke, se pravi, če imate blog, da napišete čisto unikaten članek tudi za LinkedIn. Ukolikor pa vam tega čas ne omogoča, kar je pogost pojav, pa lahko ta isti članek kopirate tudi na LinkedIn, ga tam objavite, potem sam spodaj dodajte, kje je bil ta oddaj, pa kje je bil se pravi, članek objavljen v originalu. Google vas zaradi tega ne bo penaliziral, ker velikokrat je govor o tem, da če se vsebina pojavlja na večjih spletnih straneh popolnoma enaka, da bo Google penaliziral, se pravi, te linke, jih ne bo prikazoval v svojih rezultatih iskanja in potem se ljudje bojijo zaradi tega, ker mogoče bo penaliziral njihovo spletno stran. Ja, pomembno je, kadar kopirate, mogoče v tem primeru počakajte teden, dva, pa potem kopirajte na LinkedIn, vedno pa pač dodajte spodaj, kje se je v originalu pojavil in pa link do tja. Tako da je pa fajn, ker si s tem povečate doseg, ker blog pač bere določeno število ljudi, spet na LinkedInu je mogoče neka druga ciljna skupina in si s tem povečujete doseg, več ljudi izve za to, kar vi delate, to, v čemer vi pišete in tako naprej. In seveda ta vsebina se pojavi tudi potem pod vašim profilom in nekdo, ki bo pregledoval vaš profil, bo kliknil na ta članek in še več prebral in vas bolj spoznal iz področja, na katerega ste fokusirani, oziroma vse te stvari, o katerih sem prej govoril. Mislim, da je tudi verjetnost, da vas lahko LinkedIn ima kot nek koledar, zdaj nisem 100% prepričan, ampak nek koledar ima razdeljen po temah. In če pišete v okviru tistega koledarja o določeni temi, ki so oni določili, vas lahko celo vključijo, ni ravno mailing, ampak kot neko skupino, v kateri so pač vsi članki uporabni na to temo in če pišete v angleščini, ste lahko tako v bistvu povečate tudi doseg v tujino, kar zna biti zelo zanimivo. Ok, s tem sva pokrila LinkedIn z osebnega vidika, kako ga optimizirati. Mogoče, če se boste lotili te optimizacije, bova dala tukaj še en link do bloga na naši spletni strani, kjer si lahko pol step by step, korak za korakom zadeve v miru preberete, oziroma ko si boste izpolnjevali LinkedIn profil, sledite tem točkam po vrstnem redu, kaj je mogoče malo lažje kot iz samega videa. Tako da to je to za današnjo oddajo, komentirajte še naprej, spremljite naju, v naslednji oddaji pa ponovno gostiva enega gosta, ampak bova tokrat še malo skrivnostna. Tako da ja. Ok, se vidimo naslednjič, fajn se imejte in lepo bodite. Čau.